Govoril bi ti o sebi, ko noči se ohladijo, toliko je vsega v meni, delam tisto, kar želijo. Govoril bi ti o sebi, s poljo z vinom se uničujem, ti kot sanja se nasmihaš, kaj od tebe pričakujem. Če pa si kot prese druge, pa na ključu poleg mene, ne verjamejo ničesar, tvoje oči zaljubljene, zaljubljene. Tudi ti si nočni potnik, po zvezdah lepeča duša, svoje vsak pripoveduje, da bo koga to poslušal. Govoril bi ti o sebi, zgodbe skrite in neznane, saj je vse bila prevara. Moje pesmi so zlagane. Govoril bi ti o sebi, ampak noč je vedno krajša, zora naj bo kot vedno, dihaj objeta nama šla. Če pa si kot prese druge, pa na ključu poleg mene, ne verjamejo ničesar, tvoje oči zaljubljene, zaljubljene. Tudi ti si nočni potnik, po zvezdah lepeča duša, svoje znak pripoveduje, da bo koga to poslušal. Govoril bi ti o sebi, ampak noč je vedno krajša, zora naj bo kot vedno, dihaj objeta naša. Dobro večer, dobrodošli na večeru s poezijo in glasbo Arsena Dedića v Trubarjevi hiši literature. Nocoj se spominjamo velikega umetnika, ki so ga kritiki oklicali za gradonačelnika jugoslovenskega šansona. Je dejansko res, da bil utemeljitelj šansona na področju bivše Jugoslavije, gospod Arsen Dedić. Žal je letos 17. avgusta umrl in tudi to je eden od vzrokov, da se ga danes spominjamo na tem mestu. Jaz vabim zdaj v goste k sebi gospoda Lada Leskovarja, ki je nocoj prijazno privolil, da bo prišel. Z Arsenom ga veže tudi dolgoletno osebno poznanstvo in prijateljstvo in bo tudi spregovorila par besed. Lada, prosim, prišel. Dober večer, jaz sem, kot je Matej že povedal, Lado Leskovar. Sem počaščen, da sem danes tukaj, ker me je Matej povabil, ki je poseben človek. Če ga ne poznate, tako kot jaz, ga boste spoznali in boste videli, da imam prav.
jaz velikrat, kada kaj takega, kakšno resnico povem, rečem, da sem že dovolj star, da mi ni treba več vrtati. Tako da je to za začetek. Še enkrat hvala, ker si prišel. Zdaj začnimo mogoče lepo na začetku. Že leta 1965 obstaja ena TV oddaja, mislim, da ruska, ne? V kateri ti poješ Kučo pored mora, se pravi Arsenal Šanson, ki je ravno takrat enkrat prišel tudi na festivalu. V njegovi različici, ampak srečevanje z njim so se začeli pa že kako leto prej, verjetno, ne? Arsena sem srečal že tam leta 1964 in druženje je trajalo do konca. To lahko pozabite, kar bom zdaj rekel, da je bilo najno druženje res posebno. Jaz sem bil edini od kolegov, ki ga je šel v Padovo, preden so mu zamenjali jetra, obiskati. Padovo ni tako daleč in jaz sem rekel, verjetno mu bo to le dober del, če ga kdo od prijateljev tam obišče. Drugače smo se obiskovali tudi normalno, doma. Matija, njun sin, Gabi Arsena, je bil večkrat pri nas, jaz tudi pri Arsenu doma velikokrat. In ena zanimivost, on je rekel, veš, Lado, ti si pravi Slovenac, čeprav nisem glih po vseh navadah, in imel vse knjige, ki so išle, takoj meni poslov ali pa spravo dal, rekel, ti kot Slovenci, jaz vem, da jih boš čuval in da bo to pri tebi ostalo. Tako da imam Arsenove knjige, jasno s podpisi in tako. To je bila poseben odnos naj, saj ko je on bil gost na mojem koncertu v Cankarjevem domu leta 1993, Gabi tudi jasno in tako naprej, so moje goste vprašali o meni in Arsen je rekel, da sem jaz previše samozatajam, saj ne vem točno, kako bi to po slovensk prevedel, mogoče skromen. No, in je rekel, a Lado je normalen človek, čak smo i neke žene imali zajedno. Izjava posebne vrste, ker Arsen je bil ne samo velik ljubitelj žensk, pa tudi priljubljen pri žensko. Ker jaz sem vedno rekel, da žensko se osvoji z mislijo, z besedo. Vse ostalo je nadaljevanje potem, kukaj komu rada. Arsen je bil pa mojster. On je bil, saj danes smo lahko že malo intimni, tudi se smo odrasli, on je bil mogoče najbolj priljubljen moški v Jugoslaviji. Največje zvezde so hotele biti z njim. Zvezde v čemerkoli, v operi, v ne vem, tudi filmu in tako naprej. In on je to kar dobro izkoriščal. Ker je on pač imel svoj pogled na življenje tak, da osebno je tak človek kot on, mora biti dokaj svobodni in si je to tudi dovolj. Gabi kot prava, mi smo rekli švabica, kot je tudi rekel, švabica moja, pa organizirana, vse bo treba tako, kot mora biti. In verjetno bi Arsenovo življenje teklo veliko drugače, če ne bi imel doma tako pravo, močno damo, gospo, ki je šla preko vsega, kar je bilo njemu v pomoč za njegovo delo. Tudi odlično pela njegove pesmi in en zelo zanimiv par sta ona sploh. Matija se je sicer velikrat jezil na Arsena, ker Arsen ga je bolj trdo hotel držati in potem so se dogajale tudi spori med njima, jaz sem bil tudi zraven, ampak končno, no nisem bil jaz kriv, končno sta se le, se vse to razrešilo, tudi Matija je imel problem z maligani, pa je tudi to rešil in tako. Rekel sem, da bom zelo odkrit, ker ste vi odrasli tukaj in prosim, da to ostane med nami, okej? Čisto tako, če bom kaj takega rekel. Arsen je bil zelo zanimiv v svojih izjavah, imel je vedno kakšne domislice, ena je bila taka, ne, recimo, prav, če so kakšni novinarji, lahko ti rekel, nek se piše, pa makar je dobro, ne? Ali pa smo bili na festivalu v Šansona v Rogaški, kjer sem jaz pel in imel del organizacije, ko smo bili za posilom
smo si drugi rekli dober tek, ne, jaz sem rekel, dober tekst. To je bilo pomembno. In ogromno teh stvari zanimivih. On je imel v daljnih časih, že tam leta 68, eno lepo ljubezensko afero z Neno Arnerič, mlado filmsko igralko takrat, beograjsko Višnja na Tašmajdanu, če se spomnite filma. Ona je vedno igral v beograjskem Dranskem, nisem zapustil teh naših balkanskih zvez. No, dokaz je tudi od 4 žena sta 2 srbki ni moje, to zapravo. Srbi mi morajo postaviti spomenik moški, ne, sem rešil križo. Ampak vse te naveze so da sem tudi zelo rad hodil v Beograd, ne sem zato, ker je on pravzaprav pravoslavstvo, ampak zato, ker so tam ljudje bolj odprti in široki. Njemu in njegovi poeziji je to pasalo. Arsenov brat je bil direktor gledališča poezije v Beogradu. A imamo od gledališče poezije v Ljubljani? A ga imajo v Zagrebu? A ga imajo v Novem Sadu? Ga imajo v Parizu? Ja, ne veste. Jaz pa vem, da v Beogradu je. In direktor je bil brat, pravi brat Arsena Dediča. Tako da so to ene naveze bile, da smo se srečevali, zdaj pa, da se vrnem. Jaz Arsenovih pesmi v principu nisem pel, ker meni se zdi pet tako močna osebnost, kot je Arsen, za časa življenja, mogoče to grdo, kar sem rekel, se mi ne zdi okusno. Ker Arsen, tudi če ni bilo všeč, kako je on to delal, kakšno pesem, to je bil on, to je bila njegova pesem, kot kantautor. Čeprav jaz še vedno mislim, da je bil on močnejši na besedah kot na notah, po mojem. Čeprav je bil diplomiran flautist in tako naprej. To se vidi pri tem, da včasih on kakšne stvari ne spremeni, če imajo drug naglas, zaradi te svoje usmerjenosti. So kakšne besede, ki rečeš, pardon, kaj je to nova hrvaščina, ne? Vemo zadnjih 25 let je nova hrvaščina, ne? To je ena anekdota, ki sem se mi ravno pogovarjal. Sem rekel, Arsen, pogledaj zdaj, Hrvati hočejo vse besede, ki so malo na srbske, zamenjati slovenskimi, ne? Pa prav, da, onda če da kažu, da ste vi alpski Hrvati, kao što reči sad pričam. Recimo. Tako da smo bila midva kar zanimive razgovore, predvsem jaz sem za veliko pesmi, za veliko metafor vedel, od kje prihajajo v njegovi pesmi, zakaj gre. In tako sem slučajno, jaz sem bil prvič na turneji leta 1965 v Sovjetski zvezi takratni, in ker Arsena ni bilo par tisoč kilometrov bliz, ne, sem pel Arsenov pesem, Kučak mora zmora, mi je bilo všeč. Ampak tukaj na Balkanu se pa to nisem pel. No in tako smo našli zadnjič film, ki so ga Rusi posneli črno-bel, z tega koncerta, kjer je spojem Kučak mora zmora. To bi veste, da sem že takrat leta 65. Drugače sem imel pa res to srečo, se je malo ljudi to tudi ve, jaz tudi to ne ponavljam, danes boste od mene ste že, pa boste slišali kakšne stvari, ki jih boste prvič pa zadnjič slišali, verjetno. To so bili časi, recimo, ne vem, če kdo ve, da sem jaz že leta 65 pel na prvem festivalu šansona, Zagrebski šanson, ker so sploh začeli vse to. S tem, da se spet edini, ker poje tudi še zdaj, lansko leto, predlanskim in letos bo, in to pojem sred Zagreba v slovenščini, seveda, v kazalištu Komedija, in me zelo lepo sprejmejo, moram reči, in nove pesmi pojem v glavnem. V zadnjem času od Romana Zupančiča, mladega avtorja iz Kočevja, mogoče bo tudi Matej, ki je zame napisal. Hočem reči, da jaz nadaljujem to druženje in jasno, tudi lansko leto je bil Arsen tam, ni pel, predlanskim je pel, lansko leto pa sem bil kot gost in so bila to pač srečanja spet. Tako da pri nas v Sloveniji šanson ni priznan. Predvsem pa ni priznan nihče, ki je samo izvajalec šansona. Verjetno veste, da Edith Piaf niti enega šansona ni napisala sama.
In imamo tam niti enega, pa sta dva znana predstavnika šansona. Druga stvar so kantavtorji, Beko, Brel in tako naprej se jih poznamo. Nekateri ljudje, moje razmišljanje je bilo tako, da so avtori, ki napišejo odlično stvar, ampak sami jo mogoče ne morajo izvesti, zaradi tega, ker jim Bog ni dal tega dela toliko močnega ali primernega za kaj takega. In zato so takrat pol pevci šansona. Jaz pa od svoje mladosti imam rad poezijo. Jaz še danes berem poezijo pri teh letih. Jaz sem eden redkih, če ne sploh edini pevc zabavne glasbe, ki hodi v gledališče. To so mi igralci, povedal moj prijatelj. Da me vidijo, pa gremo po bife, pa gremo, Lado, ti si edini pevc, ki hodi v gledališče. Hej, kulturni nivo, če koga od mojih kolegov slavnih pop pevcev vprašam, kdaj si katero knjigo pa čitaš, kaj je to knjiga? Razen telefonskega in kaj sem se, ampak vse. Majčkrat sem zavil s poti, oprosti, prosim. Beseda je vaša. Pa nadaljujem. Slišali smo leto 65, ko sem začel ta šanson pri nas takrat še, ker je bila ista. Država in Arsen je kot šansonjer svojim imenom zaslovel, narekovajo z dvema šansonoma. Kuča pored mora, ki je imeno žitali, in pa Moderato Cantabile, ki so med njegove 3-4 najbolj znane šansone. Reka jesen prinaša, mesto že dolgo mre, a v naju poletje v razcvetu, mi dva sva siroti na svetu. Povej mi, ali boš zmogla pustiti vse za seboj, svojo hišo, ljudi in navade, v neznano oditi z menoj. Naj sovraštvo gre z nama na pot, ampak, draga, zdaj si najdova svoj kot. Zdaj končno bo ves svet tvoj dom, naj jeziki kar ogovarjajo. Žal ti ne bo za imenom, za mestom ne, ne za ljudmi, saj hladna soba v hotelu te končno osvobodi. Dolgo, obupno deževje, megla prekriva zrak, po ozki poti jesenski, naj jo bo odpeljal vlak. To je bil en spontan aplauz, ne? Spontan zlasti. Torej, ko govorimo o poti Arsena Dedića, rodil se leta 38 v Šibeniku, kar je tudi zaznamovalo njegovo umetniško, pesniško, glasbeno pot. On je ves čas se v svojih pesmih vračal v Šibenik. Vračal se je tudi v svoji glasbi. V precej šansonih najdete navezave na tisto slavno progo Perković, ki je zdaj ni več. In on je ves čas to šibeniško pokrajino držal živo v svojih pesmih. V Zagrebu je študiral na akademiji, je doštudiral flauto, potem igral v več ansamblih, tudi svoj flautistični ansambl je imel, na kar je začel najprej objavljati poezijo v različnih revijah. Sam je povedal, da je prvo poezijo objavil tam nekaj leta 58-59 v eni manjši literarno-družbeni reviji in da je bil takoj težave za to, ker so bile precej religiozno eksplicitne, je rekel, in so mu takrat prepovedali potem objavljati poezijo za nekaj časa. Zato je potem s pseudonimom Igor Krimov začel prevajati takrat znane in priljubljene popevke. Recimo, on je prvi, ki je prevedel na jugoslovanskem prostoru Lectvo istega leta 61, Čave Čekelja in še ogromno drugih pesmi. Tudi sam je izvajal te pesmi na začetku, ampak te izvedbe niso bile toliko znane, bolj so bile znane izvedbe teh njegovih prevodov in tudi prvih šansonov pri drugih izvajalcih, recimo Anica Zubovič je takrat že pela njegove pesmi, Gabi Novak je bila že takrat popularna pevka, je pela njegove pesmi. No in na koncu rekel, da so ga skoraj
ne vem, rekel 20, tako da so ga zavrnili na Splitskem festivalu, preden je prišel zraven in potem je s tema dvoma šansonoma Kuča pored mora in Moderato Cantabile se nadil ime. Leta 1969 posnel prvi album Človek kao ja, ki ga je pa uveljavil kot enega največjih pesnikov, glasbenikov, se pravi kantautorjev na naših tleh. Ves čas je ponavljal, da je prvi album posnel pod kar precejšnjim vplivom Leonarda Cohena. On in Leonard Cohen sta po lastnih njegovih besedah imela nekakšno, rekel, love-hate relationship. Tudi sam je prepesnjeval njegove pesmi in jih izvajal, obstaja celo album prepesnitev pesme Leonarda Cohena v njegovem delu, ki pa ni nikoli šel. In je ta album Človek kao ja, smo potem sledili še drugi, ampak nekje v istem času je pa objavil približno takrat tudi svojo prvo knjigo poezije, Plod v boci, ki je potem vsemi ponatisi vred izšel skoraj v 100.000 izvodih. Bil ponatisnjen in šel, tako da je bila to ena od najbolj prodajanih knjig poezije na našem prostoru. Pa velja, da je za njim nekako najbolj ponatisnjevana knjiga Pesmi 4 v avtorstvu Cilja Zlobcena zamenjata Kajta Mrakoviča in Toneta Pavčka in pa Statve življenja Mrnjena, to je tisti bil izbor leta 1979, ki je tudi šel v kar precej par 10.000 izvodih. Zmerna konstitutnela ves čas zelo dober odnos. Dedič je bil prvi in edini, ki je Menetove pesmi redno prevajal in izvajal celo zbore Đorđevića in Zoranom Predinom, so pesmi Domovina izvedli leta 1987 na nastopu v Beogradu. Zdaj, nocoj govorimo tako o njegovi poeziji kot o glasbi. Tule, poleg mene, sta dva člana benda, ki smo ga poimenovali Stara mama band, ampak ne zato, ker bi bili vsi ne toliko stari, ampak zato, ker se ukvarjamo z nekaterimi, recimo temu, glasbene zgodovine, ki imajo korenine že tam v 20-30 letih 20. stoletja. Nakratko se jim reče Amerikana, to je zmes bluza, rocka, countryja, vsega živega tega, kar je seveda tudi, se razume, v tem so tudi odmevi šansona. In sicer evropski odmevi šansona, ki so v Ameriki prišli prek seljencev. In ko sem premišljeval, koga povabiti, da glasbeno popestrimo, da ne bom vedno jaz sam s kitaro sedel in brenko, sem povabil svoja dva prijatelja, sem rekel, dajmo narediti ta večer skupaj. Drug zvok je pa ta, da smo skupaj posneli tudi ploščo Moderato Cantabile pesmi Arsena Dedića, ki bo zdaj v kratkem išla v Zagrebu. In z te plošče bomo izvedli par pesmi, zdaj nadaljujem, začeli smo z pesmijo Govoril bi ti o sebi. To je en manj znanih šansonov Arsena Dedića, ki ga je napisal leta 80, ampak nikoli sam izvajal. Napisal ga je pa za en ansambl, ki je bil v Jugoslaviji takrat precej znan in popularni, namreč to so Srebrna krila. Srebrna krila niso ravno znana po šansonski usmeritvi, ampak so znala bolj kot pop band z bolj priljudnimi pesmimi, ampak na začetku svoje poti so razen repertoarja Đorđa Novkovića, ki je pisal zanje, so izvajali precej pesmi tako imenovanih šansonjerjev, Arsena, Balaševića in tako naprej. In eden od teh je tudi pričal biti o sebi. Izvedli so še eno pesem Arsena Dedića, ki sicer sodi med njegove bolj preproste, ampak je imela tudi takrat leta 80, ko je isto nastala, samo ni bila objavljena na isti plošči Srebrnih kril. Ko je umrl Tito, je bilo treba namreč nekega duha jugoslovanstva, zakonodajnega bratstva in enotnosti vsaj nekaj časa še obdržati.
ne, da ni takoj vse razpadlo in je Đorđe Novković takrat rekel, dajmo napisati pesem za televizijsko oddajo in je povabil Arsena k sodelovanju in nastala pesem Nekaj živi ljubav. To pesem verjetno vsi, ki ste v Jugoslaviji odraščali in živeli, poznate, to je dejansko ponazarja tega duha, neke skupnosti, nekega kolektivnega duha, ki je takrat bil in prodala se je seveda zelo veliki nakladi. Poleg tega pa smo pripravili še nekaj drugih njegovih šansonov, med njimi tudi Djevojka iz mojega kraja, ki sodi med ene najbolj znane pri ljudeh, najbolj priljubljene, ki ga bomo pa zdaj izvedli, čim jaz spijem še lep čas. Še preden to izvedemo, tule z menoj sta Aleksandr Cepuš, bas. Aleksandr Cepuš je verjetno širši javnosti znan kot basist Don Mentoni benda, Requiemo in tako naprej, se pravi vidnejših rock in pop rock ansamblov pri nas. Četrt stoletja nazaj. Zadnja leta se pa ukvarja tako s šansonom kot z različnimi vrstami eksperimentalne glasbe in ustvarja z različnimi imeni. Martin Mastnak, tolkala oziroma tamburin. Tudi on je v alter krogih znan, predvsem kot siva eminenca zasedbe Detonator. Plošča, ki jo je 2001, mislim, da so posnetki nastali. Tudi z Aleksandrom Cepušem sta posnela, velja v alter krogih za kultno, pred nekaj leti je šel po Natiz, zdaj pa pripravljate, tako da stavim tudi novo. Jaz sem pa kantautor. Oh, yeah.
igram tudi solo. Tole je ena pesem, ki je tudi znana iz repertoarja pop-rock zasedb bivše Jugoslavije. Za nocoj sem se odločil, da bomo izvedli tudi neki šansonov, ki niso toliko znani in da se upozori tudi na to, da je Arsen Dedić bil aktiven ne samo na področju čiste poezije in šansona, ampak da je tudi pisal za več drugih zasedb in posameznikov. Verjetno vsi poznate nekatere pesmi Zdravka Čolića, ki jih je napisal. Pisal je za Ibrica Jusića in pa seveda mogoče najbolj znano sodelovanje z Radetom Šibedžijo in pa slavno ime Rajse Ines. Leta 1976 je Ines tudi sam posnel na album Otisak avtora. Tole je pa Pomozi mi originalu in Pomagaj mi izvedli. Posod sem se zapletel, kup napak sem zagrešil. Leta težka in nevarna sem si govoril. Pomagaj mi. Vse mostove sem porušil, kjer sem vedno vojno vrnil. Zdaj mi je dovolj, da bi se vrnil. Pomagaj mi. Pomagaj mi, da se znajdem, pomagaj mi, da se izvlečem, pomagaj mi, da ne vidim, pod stolju tečem, pomagaj mi, da se znajdem, pomagaj mi, da se izvlečem, pomagaj mi, da ne vidim, pod stolju tečem. Sam sem se zgubil v divjini, ko zdaj lovce ščuva name. Radi vide, kako zver se stojami. Pomagaj mi. In priznam, da se počutim panično in nebogljeno. Če ti kaj povem, je vse. Pomagaj mi, da se znajdem, pomagaj mi, da se izvlečem, pomagaj mi, da ne vidim, v stolju tečem, pomagaj mi, da se znajdem, pomagaj mi, da se izvlečem, pomagaj mi, da ne vidim, v stolju tečem. Sam sem se zgubil v divjini, ko zdaj lovce ščuva name. Radi mi, da kakor zver se pomagaj mi. Da sva nekaj že spregovorila o tem druženju z Arsenom, pa dejva še kakšno reč o jugoslovanski šanson. Sam si povedal, da se je nekje tam leta 65 začel nekako izoblikovati. Cel večer govorimo nekako o tem, ampak v par besedah, kaj se ti zdi bistvo prispevka Arsena Dedića v zgodovini jugoslovanskega šansona? Včasih, prvi začetki šansona so bili, da je pač šanson visoka poezija s pomočjo glasbe. Arsen Dedić je bil eden teh, ki je to visoko poezijo pisal z vsakdanjimi besedami. In jaz sem mu rekel, da je on pravzaprav procesni pesnik.
nič ni zameril. Tako kot nekaj sličnega, mislim, tudi za Ježka. To so pesniki, ki z vsakodnevnim govorom, da se tako izrazim, povejo stvari, ki jih vemo, pa jih ne znamo povedati. Ker to je tudi na en način ena preprosta obrazložitev poezije. Arsen je imel pa še par stvari, ki so ga posebno izdvajale. On je bil mogoče še celo cinik včasih. Velikokrat je bil zelo, ko bi rekel, globok, pa s preprostimi besedami globok. Vse to so te stvari, ki to vrsto poezije povejo v šansonu. Ker šanson le, če ti samo bereš eno poezijo, se lahko vanjo poglobiš na drug način, kot če ti nekaj takega gre mimo s pomočjo glasbe, kjer tudi glasba vzame del vtisa, ki ga dajo drugače besede. Velikokrat, ko sem razmišljal o teh stvarih, sem rekel, ja, sej z besedo se da pravzaprav vse razložiti. Ampak ni res. Glasba da druge občutke, gib da druge občutke, občutek slike da drug občutek. To so vse razne zvrsti umetnosti, ki nekje skupaj, po meni spet, moje osebno mnenje, se najdejo v gledališču. Pri Arsenu je pa to zanimivo, da je on tudi stilsko, melodično je bil različen. Če je na besedilo pasala, da ne rečem country melodija, je to napisal tako. Ali pa narodna glasba je bila pomoč, da poezija pride do širšega kroga poslušalcev, sprejemnikov in tako naprej. To je spet moje osebno mnenje, ki sem mu ga povedal in on se je s tem strinjal. S tem, da je pa z leti zaradi dogodkov tudi v njegovi družini, recimo en groznih dogodkov je to, da ker je oče pač pravoslavec, mama pa katolikinja, ju niso smeli skupaj pokopati, kar je svinarija cerkve, oprostite, javno govorim, ne, in tako naprej. In to je njega tudi žrlo malo, jasno, seveda. Nisem hotel nikogar žal pri verskih občutkih, čist spet moje osebno mnenje. Tako da, kako bi rekel, on je na poseben način sprejemal stvari, ki se dogajajo v življenju in jih na zelo resen način razlagal, ampak brez žalitve, ni žalil nikogar s temi svojimi mislimi, ker jih je znal tako zapakirati v besede in glasbo, da je prišlo do človeka, ampak nisi pa užalil človeka, čeprav pravi človek je pa vedel, zakaj gre. Tako da Arsena bomo šele čez leta pravzaprav bo prišel do nas, ker trenutno poznamo njegove najbolj popularne, predvsem pesmi, mislim glasbeno, šansone, je pa ogromno stvari, ki so tako globoke, tako močne, da rečeš, sej ni res. In še celo jaz, kot kako to včasih žaljivo z velikimi pravi, ti spev zabavne glasbe, še celo jaz čitam take stvari. Če boste le imeli možnost, vzemite kakšno knjigo, Arsenovo in boste boljši, ko boste to prečitali. No, sej to je pa namen tega. Bom tudi jaz lahko poslovil čitali. Jaz in poglavno te pesmi, pri drugi bomo potem malo komentirala še eno plat Arsenovega pesniškega in nasploh človeškega značaja, ki si jo že omenil na začetku, kako bo to posebej. Prva je pejzaži brez morja. Pejzaži brez morja nimajo pravzaprav nikogar. Svojo usodo umerjajo edino le po vetru. Pejzaži brez morja ne vidijo, ker imajo preko oči črno zaplato. Njihovi stanovalci so zaporniki. Jedo zaporniški kruh. Njihovi stanovalci so obsojenci, a počasi se že prebija nebeška svetloba, ki se je otroci bojijo. In vse se odpira kot izgubljena knjiga,
ko morje udarja ob okna in vrata. Zdi se, da se bo vse naenkrat odprlo. Druga pesem je pa zanimiva, manj znana mogoče, ampak toliko bolj značilna za eno zanimivo plat značaja Arsena Dedića. Moja prva gospodinja, moja prva gazdarica v izvedbi. Moja prva gospodinja mi pokazala nebesa je že prvi dan kot vdova bajnega telesa. In otožnega flautista je brez milosti tešila, samoukega ljubimca je ljubezni zlo učila. V nekem neuglednem predmestnem kvarterju sem ljubil se skrivaj z njo in njeno hčerjo. Da bi samoti pojenjala moč, sem ljubil čez dan in ko padla je noč. Od svoje prve gospodinje bil deležen sem odmerka, večjega precej kot dala, ga je lepa njena hčerka. Bravo. Da je ta pesem značilna za me. On je tudi te zanimive dogodke v življenju rad s neko vrsto, včasih črnega, včasih pa takšnega bolj suhega humorja obravnaval. To je mogoče sploh vprašanje erotike v umetnosti, v kateremkoli vidu. To je na en način erotika v šansonu, v Arsenovi pesmi. Vse so vsi pametni ljudje, se tudi z erotiko ukvarjajo. Erotika je ena zelo pomembna stvar v življenju. S tem, da je pa spet moje mnenje, ki je mečken mogoče ni pravilno, ali pa jaz pogledam. Erotika brez ljubezni je pornografija. In to je moje mnenje. In erotika je pa zelo pomembna v življenju, če ima ob sebi tudi ljubezen. Ampak to je čisto drugarica. Arsen je bil, rečemo, šalil se na veliko načinov in ko sem jaz prišel z eno službeno prijateljico v Zagreb, smo se srečali, to je ena gospa Petra, je bila Arsen všeč in rekel, pozdravim mojo devojko iz Ljubljane, mojo Petro. To je bilo normalno, da je on imel ta odnos, kar je bilo simpatično, mogoče je bilo včasih, če je kaj takega izjavil v družbi soproge, pomak. Dobro, nihče ni popoln, se to je tako. On je pa bil verjetno dosti popoln v odnosu do žensk, ne do žene. Govorim, on je to... Ja, jaz odkrito govorim, no kaj, pardon, sej upam, da ni povedno žal. On je predvsem zelo spet ponavljal, imel ženske in tudi ženske so njega imele zelo rade. Vsi ostali njegovi prijatelji smo bili nanj ljubosumni. Sej, to kaj ni neč skrivo, on je sam več intervjujih, sploh zadnje čase, ki sem prevajal veliko in gledal intervjuje njegove za nazaj, je sam priznaval vse to, kar ti govoriš o ženskah in prijateljicah in tako naprej. In rekel, da je pač rad imel nekaj vrste svobodo pri tem, ne? S tem pa, da je jasno Gabi bila tista, ki je bila... S tem, da pa res, to je zdaj mečken, skoraj greva v rumeni tisk, čeprav sem rekla, da ne bova. On je res med najbolj znanimi ženskami, da govorim jugoslovanskimi in tudi slovenskimi, najbolj priljubljen. Kakšni lepi igralci filmski, ali ne vem kakšni gledališki, niso imeli tega uspeha pri ženskah, kar je imel Arsen. Zato moški, se tukaj zelo mladih ne, naučite se pesmi delati, potem tako imeli uspeh pri ženskih. Je pa tudi čisto odkrito to v svojih pesmih, ne, so posvečeni, recimo Vera Pavladojska, ta zmanjša Solina, tudi Lena, ne, znaš, in so lep in tako naprej. Imamo tudi par ljubljanskih znanih deklic, njihova imena v njegovih pesmih. Tako da tle nismo nič Potočnik Kora, recimo. Prosim? Potočnik Kora, ena takšna znana, ki je tudi v pesniških zbirkah. Smo vse to dokumentiral, kar zdaj govoriva, on dokumentiral v svoji poeziji ali šansonih. Tule je še ena zanimiva pesem romanca iz zbirke Zidne novine.
kjer se tudi malo na šaljiv način obravnava ta svoj ugled pred ženskami. Namreč njemu govori, ga nagovarja ženska. Tako fin si, tako taktičen, lepo pišeš, a nisi praktičen. Tak tip si pač takšen, statičen, brez vseh skrivnosti, problematičen. Jaz pa sem čudna, nedoganljiva, pri meni velja zgolj ekskluziva. Muhasta sem, ničesar se ne bojim, ti plašen si, jaz hrepenim. Nisi neum, hidrostatičen, precej suh si, paradigmatičen. To je pa ena pesem zdaj še tako. Bom poskušal čim bolj rahlo, jaz bom pa sedel tokrat. Kako mi vsi igramo? Vsi igramo. Pa ne bom nič napovedal, ne bom kar čist rahlo in tiho. Da se mene sliši čez bas. Če o sebi boš molčala, tudi to bo. V redu zame, a morda ti bo odleglo, če me objameš. Če me objameš. Če pritisnila bo zima, se lahko zaneseš name. Gre v te svoje telesa, če me objameš. Če me objameš. Objemi me okrog vratu, ko neurje začne se. Če se mi približaš, pa ti veter prizanese, veter prizanese, veter prizanese. Revež sreče ne kupuje, ukradejo, lahko jo vzame. Vendar mi prav nič ne manjka, če me objameš. Če me objameš. Moje pesmi, moje rime, razpohvanje, še verjame. Največ, kar lahko ti dam je, da me objameš. Da me objameš. Revež sreče ne kupuje, kradejo lahko jo vzame. Vendar mi prav nič ne manjka, če me objameš. Če me objameš. Sodelovanje z Zdravkom Čoličem je bilo bolj plodno, jaz sem kar nekaj uspešnic z besedili Arsena Tetiča, najbolj znano je verjetno Zagrebni, mislim, da z leta 1970 tam nekje. In govorilo se je, da kakorkoli so producenti pripravili nov album Zdravka Čoliča, so najprej poklicali Arsena, če ima mogoče kaj kako pesem, potem so poklicali Balaševiča, če ima mogoče kaj kako pesem, na kar so se ugodili še na druge avtorje. Kako se je pri tebi recimo zdel odnos, ti si v Beogradu 15 let živel in stvari, kako se je tebi zdel odnos recimo estrade do dela Arsena Tetiča?
A lahko sem dva stavka povem, da ne bom pozabil pa odgovoril na to. Namreč prej, vračam se k erotiki, zdaj ne mi zameriti. Arsen imel eno pesem, ker smo se vsi dosti, ej, one, ko je odmah daju dvakrat. To je malo misel, torej, moraš hitro usvajati vse te stvari. Zraven tega je pa Arsen tudi, da zdaj spet grdo rečem, mora od nečesa živeti. Ker od sam njegove šansone in ogromnih ponatisov njegovih knjig poezije, spet ena se ni dal živeti. Čeprav je bil en izredno delavnik, on je pisal glasbo za filme, za televizijske serije, televizijske oddaje, sam aranžiral, ne sem, da je pisal tudi priredbe delov in tako naprej. Ampak vsem to niso taki veliki zaslužki, on je le, Matija ni, ki je dosti nosil domov, otrok, čeprav je odličen pianist. Gabi tudi ni imela res veliko posla. Meni so tudi rekli, ti si vlado zmešati, zakaj se nisi odločil, ko si začel se ukvarjati s tem, da bi kaj komponiral. Sej jaz ne počakam, ampak to, kar danes delajo tam mladi, to bi znal biti kot ti, ker edino s avtorskimi se kaj zasluži. Zazas tam stalno pritekam. Jaz kot pevec, mimo grede, ker imam okoli 300 posnetkov na radiju, jaz sem IPF-a, to je Združenje proizvajalcev in izvajalcev, dobim za 3 leta 170 evrov. To se pravi, jaz imam svoje opravičilo, nekaj velikrat citiram Menarta, pa to je res, zakaj ne bi kaj delal, ker bil bi slabe volje, da drugi znajo mnogo bolje. In to je res. To je pa mogoče ta samozatajnost, ki jaz sem govoril, mogoče to, vse ne ve. Zašel sem malo, prosti. Govorim o tem, da so pač ti visokotiražni pevci velikokrat tudi od avtorjev kupili izdelek. Ti napišem pesem, če mi daš, ne vem, 1000 mark, govorim na pamet. Spomnim se še celo, da je Đorđe Novković nekaj časa živel v Rovinju, kjer je pravzaprav živel samo zaradi tega, ker je od njega en pevec, ne bom spominjal imena, kupil vse, kar je napisal. In to za 2-3 tisoč mark. Ker ta pevec je bil pa poduzetnik, ker pravijo, pojeno 3-4 buldožerje in ne vem kaj, in v Istri se je gradilo in je imel denarja, tako ne vedel kaj. In se je Đorđe Novković, kot znan komponist, je napisal med drugim tudi Stari Pierre in tudi zanimive stvari, ne samo tistih čist popevk na delam, praktično živo od tega, ki je imel buldožerje. To so razne stvari, tako da kdo ve, če v Arsenu v kakšni situaciji ni moral kaj prodati producentom ali pa direktno Zdravku Čoliću. Spet nič o Zdravku, nič ne mislim, niti kritika, niti nič. To so te stvari. V glavnem pa Arsen ni kaj dosti pisal za druge. Razen za Gabi, pa tudi pri Gabi je svojim prijateljem, komponistom raj napisal tekst, pa da vse melodijo v njegovih napiše, tako da ne bi bilo tipično družinska produkcija, to ne, tako rečeno. Tako da... Je pa recimo sam uglasboval pesnike, ne, on je znan, potem bil tudi, da je cele albume posvetil določenim pesnikom, recimo Tina Ujeviča je ogromno uglasboval, potem pa Zvonimir Golov, recimo, pa smo imeli cel album skupaj, ne, z njegovimi teksti, pa Arsenovimi melodijami. Pomembno je pa tudi njegovo druženje s slovenskimi umetniki, recimo ti se eden od njih pa s pesniki in tudi nekaterimi estradniki. Namreč leta 1979 je za Andreja Šiferja napisal tudi celo ploščo od šanka do šanka, oziroma je sodeloval kot Ni napisal Martinov Luča. Ne. Ampak, ja, ki velja na jugoslavijskem prostoru še vedno za najkvalitetnejši album Andreja Šiferja, Šanka do šanka. Gore je bila tudi izvedba Šiferjeva Svetih krav. Svete krave je tudi en od zgodnjih šansonov Arsena Dedića, ki je prvi zbir, ki ga objavil.
In seveda pa mogoče najbolj poezija Janeza Menarta. On je uglasbil zelo veliko Menartovih pesmi, in drugim Nežnost v mraku, uglasbil je Kroki, ki je ena bolj znanih Menartovih pesmi, ki so tudi pokovarna miza, Marjan Mrž zasil. Obstaja celo spot televizijski, kjer Arsen izvaja te pesmi in celo riše po tem besedilu točno po mizi, potem na takrat pride po bližnji tako naprej. In seveda tudi znano sodelovanje z Zoranom Predinom, tam konc 80-ih, ko sta posnela skupaj en album Svjedoci priče in potem tudi novo različico pesmi Pegasto dekle, ki je Arsen pel leta... Pegasto dekle. Ja, ki je 72 pel na slovenski popevki. Pa ste kot predstavnik Slovenije, takrat v 70-ih so bile alternacije popularne, ne? To boš ti vedel, veš, na slovensko popevko Vladimir Franter je tudi danes tudi med nami leta 72 je Arsen Dedić in Ljubka Dimitrievska tu sodelovala kot predstavnika Slovenije, ne kot tuja, kot alternista, ampak kot slovenska pevca, ki sta imela potem alternacije. Nastopale so pa v alternacijah od manj do bolj znanih tujih izvajalcev različnih skupine bendi, tudi iz Anglije, Nemčije, Italije. Lahko predstavim Lavček, sem za minutko. Šele zdaj, ko z Matejem malo greva skozi dogajanja, so se meni zgodila v življenju. En največjih mojih uspehov je bil Potražen v Predgradu, Opatijski festival leta 1964, prvi Slovenc moški, ki nastopa na festivalu, do takrat so bile Beti, Majda, Marjana. Popevka, ki je prva na festivalu Opatij dobila, popevka šanson, moram reči res, nagrado občinstva in strokovne žirije, in pel je tale Lado Leskovar, ampak ne za moje Slovence, za Zagreb. Oni so me poslali. To pa sploh nisem razmišljal o nikoli, ampak zdaj, ki malo delamo obnovo tega, pa reč pa, se res? Prosti, sem skočil sem tam. Naši so dodali pa takrat bunker, ki so preveč popularni, ne? Ja. V glavnem, kar precej povezav je bilo s Slovenijo in Arsenom. Čas je pa dober, ja. Če so Slovenke lepe in pohokle, da ne bo rekel. Še več povezav. Še več Torej, zdaj je ena pesem, ki sem že prej omenil, ki je zelo, zelo znana. Mi smo tudi naredili nekaj vrste video za njo, nek živi ljubav. Sem bil zelo posebno prosim basista, če lahko rahlo višje in rahlo, kot sem jaz, no, to je v nižinah bolj slab in bom jaz začel sam, pa videl potem za menoj.
ljubeznjo pred nami. Podaj mi roko, kot jo vratu vrat. Vojno je treba, ljubeznjo pred nami. No, jaz pravim, kako se pravzaprav melodija uporabi taka, kot paše. To je, če bi v angleščini pil, bi bil čisti Johnny Cash, ne? Country čisti, ali pa še celo goveja muska naša, pa goveja, cowboy music, vse to ni nič grdo, ne? Naravno zba. Tako da, vedno pravim, da pri šansonu je pomembno besedilo, melodija je pa tista, ki to besedilo, po mojem spet, pripelje najbliže do poslušalca. In to je tipičen country, ki ga je napisal Arsen Genč. Zdaj pa, kaj je že Lado o svojem druženju z Arsenom, bom še jaz par besed pristavil, preden nekako zaključil s par besedami in še zadnjo pesmi, ki ti zapravim. Tale pesem Nek živi ljubav, ki smo zdaj slišali, je prvo srečanje z Arsenom Letičem moje, pravzaprav sem bil leta 82 sprejet v Pionirčke, še takrat. Mislim, to je bila neka taka zelo prenosna zadeva, ne zaradi tega, ker bi bili nekako politično mi komentirani, ampak ker se je rekli, da smo nekaj dosegli, zdaj bomo pomagali skupno državo na prej kredit. Ja, pa dobili smo hreno, koliko pa še nekaj, ne? To se bo nas spomnil. In jaz se spomnim dveh pesmi, ne? Spomnim se Mrtve reke, Marjana Smodeta, ki je takrat prišla ven, in pa Nek živi ljubav, ki smo jo kot zborček osnovnošolski takrat izvajali. Jaz mislim pa že prej, takrat leta 80, po tistem, ko je umrl Tito, je bila po vseh radijskih postajah, jasno, kot nek most med prejšnjo pa poznejšo Jugoslavijo, smo hoteli jasno kaseto imeti in tako naprej. Pozneje sem se pa z Arsenom slišal predvsem kot s pesnikom, z njegovimi knjigami. Odkril sem, da imamo doma Protoboci, se pravi to njegovo prvo najbolj znano knjigo, sicer radim po natisem z leta 76, ampak kljub temu, in sem začel to brati. Moja generacija je nekako to vse po hrvaščino takrat ovladala približno usporedno slovenščino, ker smo bili v tem prostoru ves čas rasli in smo nekako kar iniciativno znali tudi ta jezik. Tako da sem to bral v originalu in me je kot pesnik, predvsem kot mojster forme, mi je bil strašno blizu. Jaz sem zelo naklonjen klasičnim formam v poeziji in Arsen je kot tak bil, se mi zdi, eden od največjih mojstrov klasične forme na področju bivše Jugoslavije, vsaj iz tega nabora, tisti, ki so se tudi ukvarjali z glasbo. Pesniki, ki so se više drugo delali, oni se imajo razumeli, bolj so bili drugi, ki so sonete pisali in tako naprej. Ampak, no in potem sva se glavnem s poezijo njegovo družila, hkrati pa seveda tudi z albumi. En je bil posebej zanimiv, leta 87 Kantautor, sem dobil dvojni album, na katerem je on priredil več pesmi drugih, med njimi tudi Stoj Marija od Šifrerja. Tista je zanimiva, ki je pel s tem svojim slavnim naglasom, s katerim pa je tudi pegasto dekle, on je pel Stoj Marija, kam odhajaš, koga puščaš za seboj. In je bilo tako veličastna, Šifrer pa je to zelo mirno na način teh country rock pevcev 70-ih, Jesse Winchester, Jackson Brown in ti, on je pa zagrmel, tvoje misli so rodile, so pšenico mojih polj. In se je to slišalo kot neka bombastična oda tej ženski Mariji, ki je pa tudi žena Šifrerjeva drugače, ampak spremenjujejo neko himno ženskam. No in potem, ko sem prišel v gimnazijo na faks, sem ga začel prevajati počas, kar se je izkazalo za zelo zahtevno nalogo.
posebej zato, ker so vse te njegove pesmi, tudi če niso, vsi ti veliki pesniki, ki so bili zelo v formi, imajo zadnji neko melodijo, čeprav niso vse te pesmi uklesene, njihov ritem narekuje neko melodijo. In treba biti tudi pri Arsenu, pa še posebej, ker sem njegove pesmi dejansko imela melodijo, je bilo treba biti zvest tudi temu, da se da te pesmi pet tudi v slovenščini. Ne da se Ines, recimo, je bolj ni toliko omejena, kar se tega tiče, ker je recital. Tem, ko recimo Moderato Cantabile, Nek živi ljubav, priča o sebi, Razgovor s konobarom je tudi znano njegove. To so pa pesmi, kjer besedilo in glasbo hodita z roko v roki, kar je tudi dejansko izročilo srednjeveških trubadurjev že in potem čez to zgodovino kantautorstva in vsega, kar je prišlo za njim. Lado, res bi te prosil za par zaključnih besed. Najprej bi povedal, če lahko moje mnenje, ti ne prevajaš Arsenove pesmi, ampak jih najbolj posloveniš oziroma prepoješ. Zato, ker tvoje pojejo. To ni samo prevod, to je moje mnenje. Naslednja stvar, da ne bom pozabil, ampak verjetno je le en podatek, sem ga tudi tebi že pozabil povedati, leta 1965 so mene povabili k filmu Grajski biki, ob čudovitih igralcih. Stane Sever, Miha Baloh, Ana Brejhova, da ne bom koga pozabil. In tam sem jaz še celo imel v studiu, ki je bil v cerkvi Svetega Jožefa takrat, Libin, za Olivero Markovič golo sceno, tako je pač režiser, usno. Jaz sem kaj hodil Jasnice gledati, pa je bil studio golo sceno za Olivero Markovič, zdaj pa spet cerkvo, sem pa magazina spet Jasnice. That's life. To ni to pomembno. Ampak pomembno je to, da takrat so meni rekli, da bi kakšno pesem jaz pel v tem filmu. In jaz sem rekel, ja, Arsen Dedić ne komponira. In je to bila prva njegova filmska glasba, ki jo naredil. Jaz sem rekel, jaz imam prijatelja v Zagrebu, ki to res ve, za kaj gre. In je takrat namenar ti ljubi drugi, on bo tebe ljubi, napisal melodijo, ki sem jo jaz pa v tem filmu pel. Tako da najno druženje tudi konstruktivno, glasbeno, je že od leta 65. Na koncu koncev, z njim se tako, s tem, ker sem ga jaz povabil k temu filmu, se mi je odprlo delo pri filmu, kar je pa ogromno filmov naredil in dobil cel kaparen na bivšem skupnem festivalu za glasbo in tako naprej. To mimo. Je pa tudi prijemni kriterij književnih nagrad Hrvaške, dobil je največjo nagrado Porin za svoje glasbeno delo in tako naprej. Tako da njegovo delo tudi ni šlo mimo brez tega. Mislim pa, ta čas za novo vrednotenje njegove poezije še prihaja. Jaz sem bil pred kakim mesecem v Zagrebu, ali mogoče kak mesec in pol, in sem po trgovinah hodil, malo knjigarnah, čisto se hec, pa sem videl, ali zdaj imajo kakve njegove knjige, ne, pa so odmah vse razprodane, ker je tam je srečna okoliščina, ne, in potem sem pa našel eno knjigarnico, tam od Bana Jedačiča noter, in sem našel dve, tri zbirke novejšega datuma, med njimi tudi Padovo, ki je ena močnejših njegovih poznejših zbirk, kateri opisujejo vse to doživetje okoli menjave jeter, kaj se me takrat dogajalo in vse živo. Seveda zelo močni so tudi pesmi, ki jih v svoji Vnuhini Lu piše, takrat že. In sem čisto po naključju, nisem vedel, da sem prišel v knjigarno, ki je tudi založba, ki je izdala te njegove zadnje knjige. In sem bil strašno vesel, da se nekdo zanima za to, še posebej v Slovenije. In smo se kar lepo pogovorili potem in sem tudi tiste knjige čeprav Arsen mislim, da je izjema, ki potrjuje pravilo,
On je bil legenda že, ki je bil živ. Ja. Ponovadi so legende, postanejo umetniki po smrti. Tako da, če zaradi let, ne zaradi drugega, meni reče, ja, Rado, ti si legenda. Jaz sem živa in živahna legenda, tisto o legendah bomo pa polkama. Se oproščam še nekaj, predvsem tebi. Jaz sem preklejen in kašljam, tako da če sem motil, malo to prosim, da mi ne zamerite, ne moram držati. Pa še ena stvar je, slab slišem zaradi tega, ker tudi to, in to danes ni fajn, včasih je pa dobro, če človek slab sliši. Zaradi neumnosti, ki se dogajajo okoli, predvsem pa v medijih. Tako da, ampak danes ni ta večer. Da lahko rečeš, kaj, kako? Ja. Jaz sem tudi preklejen in kažem, tako da se obadva sva na... Se smisel preklejen. Samem glasu, izgleda tak čas, zdaj, v katerem smo vsi preklejeni in kažem, ampak kljub temu bomo poskušali še tole speljati. To je ena pesem, ki jo gledam tudi vsi, ki bežno, vsaj poznate Arsenovo delo, veste za njo, ono sve što z našem meni. To je ena bolj znanih njegovih pesmi, tudi najbolj priljubljenih verjetno. Vse premalo veš o meni, Lado, Ti vse premalo veš o meni, ampak upam, da boš zvedel, ker zdaj se o tem pogovarjali že par mesecev, ker mladi gospod se je odločil, da bo napisal knjigo o meni, kar mi je velika čast. Tako da boš zvedel o meni marsikaj, ampak vse ne bo za tisto. Rekla so sicer, da bomo naredila dve knjigi, da bomo naredila eno nerumeno in eno rumeno, tisti, ki bodo kupili prvo, bojo lahko tudi drugo kupili, tisti, ki pa ne bojo prvo kupili, pa ne bojo s njim drugo. Kako če kdo fakt? Ja. Za tisto rumeno se pa ne ve, ali bo išla. Ja. Zdaj čakamo najprej, da bojo ono prvo pokupili. Marketing je najbolj pomembna stvar, da treba znati prodati vse stvari. Sej. Ja, ko sem Lado vprašal, Jaz sem znam prodati. Če bi prišel tole pesem za 5, je bil takoj za. Vse premalo veš o meni, ena pesem, v kateri se je Arsen Deklič ves čas vračal, se mi zdi, da posnel 2-3 različice svoje, tiste prve zgodne, do potem še mislim, da ene 2 vsaj, tudi mislim, da nekaj duetu celo, in da sem Bora Đurđević in tudi na koncertu leta 87 pela to pesem. Bora Đurđević je bil eden od teh, ki je rekel, da če ne bi bilo Arsena, ne bi bilo jugoslovanske rock scene. Lahko sem še čist medklic. Arsen je ena od stvari, za katere sem ponosen. Vedno, kadar smo se srečali, pa po telefonu je rekel, ej, moj Lado, nobenemu drugemu ni rekel moj. Ne vem, zakaj sem bil njegov, ampak bil sem. To je ena lepa stvar. Druga stvar je, ker smo se družili bolj po druženju, jaz pravim Gabi, ker Arsen je pa stresal do ekipe skozi. Čeprav večkrat se je ponavljal, ampak to je normalno. In pol sem rekel, no Arsen, Gabi, tebi pa fajn z Arsenom, imaš skozi, imaš zabavo, pa to je rekel, o, Lado, tega knjiga vidiš pola sata na dan, a ja moram to cel dan da slišim. Zdaj, mogoče preden zaključimo s tole pesmijo, ono sve što znaš o meni, to je priznanost zgledam težkih programskih orehov, ker je to zgoščena ta pesem, da je bilo težko pomeniti in glasbo in pevnost ohraniti. Jaz upam, da mi je uspelo vsaj približno. Z Ladom, ko sva imela več 10 vaj za to. Ja, to si priznal. To je eno davna, ne vem kaj. Ja, sva ugotavljala. Zdaj, če imate vi, mogoče tudi kak spomin ali pripombo glede dela in življenja. Ja, prosim. Jaz bi samo se vrnil na začetek, ko je Lado govoril, da je Arsen imenoval Gabi Švabica. Ona je resnično Švabica, kajti njena mama je bila Nemka. In najbrž je on zato rekel, ker je ona tako natančna, pridna, za Nemke je značilno, ampak recimo ni vedel ali pa ne ve vsak, da je bila njena mama Nemka.
Jaz sem to pozabil razložiti. No, Sem imel to v misli. druga stvar bi bila glede tega tvojega prvega šansona na Zagrebškem festivalu leta 1965. Mislim, da je to 66. Ja, ti si prej rekel, Petiče, da je to sobotna pomlad. A je to? To je bila v slovenščini, kajti jaz sem nekoč imel en majhen gramofonček na kolute, Geloso, italijanski. In jaz sem ta večer šansonov presnel. In jaz moram imeti ta kolutek še nekje. Vem, da je to napisal besedilo en Vider, ali je bil Božo Vider, ali nekaj takega. Govori pa o tem, kako vojak poje o svojem dekletu, ki ga hodi obiskovati, ti vsako soboto prineseš mi sonce in tiho ga čuvaš. Arsen je napisal pa melodijo. Zanimivo, da ni Arsen bil avtor teksta, ampak melodije. In to je bil prvi šanson, ki si ga pel na tem večeru šansonov. Ampak to je bila zelo velika čast, kajti te večere šansonov so vodili ugledni dramski igralci. Med drugimi tudi, mislim, hrvaški, Mija Oremović, Ivo Serdar, ki je tudi sam kdaj zapel kakšen šanson in tako naprej. Potem, ko je Matej rekel, glede tele Kuće pored mora, pa Moderato Cantabile ni splitskega festivala. Ne. On je imel Kućo pored mora, to je meni se zdi leta 64, jaz sem takrat hodil na splitske festivale in leta 65 stara cura, stara punca. In to sta pela, čeprav Gabi takrat še ni bila njegova žena, ampak je bila poročena s skladateljem in aranžerjem Stipico Kalonđerom, je ona pela obe pesmi v alternaciji z Arsenom, ker takrat so zmeri vse peli v dveh izvedbah in po mojem skromnem mnenju je obe pesmi boljše zapela kot Arsen. Mogoče Arsen bolj avtentično, ona pa zame prekrasno. In te posnetki morajo nekje biti, niso pa na ploščah, ker na ploščah je zmeraj avtor. In potem je imel 1 ali 2 leti zatem tudi pesem Moj brat. Ne vem, če je imel poleg tega brata, ki si ga ti omenil, še kakšnega. Ne, to je bil tak. Ker v tem šansonu poje o bratu, ki se je v svetu izgubil in da se ujetno večejoš sastane se klapa pred gostijonom, uzbalo te i karte i vino i sve se svrši na razgovor o tebi, o brate. Zelo fajn bi bilo, če bi ta šanson tudi ti enkrat posnel, ker bi ti zelo, zelo pasal, jaz ga imam na plošči. Jaz ga imam to je bilo res iskreno do zdaj. Namreč gospodu Frantorju velika zahvala, tako me je popravil, ti si živa enciklopedija glasbe, zabavne in hvala ti iskreno. To bi sam še rekel, da je zelo značilno, da Arsen na splitskem festivalu nikoli ni dobil glavne nagrade občinstva. Ampak zmeraj strokovne žirije, njegov someščan Vice Vukov je dobil pa nagrado občinstva. In zmeraj je bilo tako. Še več nagrad, je pa dobil tudi someščan Mišo Kovač. Ja, če je nekaj dober, ne more biti popularno. To je moj pojm za ključen življenj. Potem so pa naredili, da sta pesem Moj brat pela pa v alternaciji Arsen pa Vice. Ampak tudi ni dobila. In en kup, Lado to tudi dobro ve, en kup dobrih slovenskih popevk je bilo na splitskem festivalu, ki niso prišle niti v finale. Recimo, bila je Ladja Liberty, tvoja, Jureta Robežnika, potem Elda Viler, Sepetova dekle na obali, pa Val na valu spi, pa Majda se pe, to nikoli ni mogli priti v finalni večer.
No, samo... Mogoče bi bil zanimiv en razgovor Ja. o festivalih. Ja. Ja. Ne o kuhinji, ampak jaz vem, kaj se je dogaja. Jaz naivček, čisti general sem bil, ne pridem v Split. Prvi večer, skoraj nič občinstva, karte pa vse prodali. Drugi večer, skoraj nič občinstva vse. In tisti, ki so kupili karte, ali pa kdo jih je kupil, tisti je šlo bolj za finale, tisti, ki so da... Kam sem jaz to padel? Kaj se jaz tle grem? Tako da, to je bilo bolj po republiškem ključu spomnitem. Mislim, to so posebne zgodbe in občinstva ne pozna. Samo Tam so bili v tisti mali dvorani hotela Kvarner, v glavnem samo Beograjčani in Zagrebčani. In slovenske popevke, spomni se stolpne ure pa take stvari, sploh niso prišle v finale. Ne? Samo, zdaj moram pa še povedati, zakaj so bili na Beograjčani. Zato, ker je bil to razlog, da so se šli lahko zastojno v Trst po kavbojke. Tega, veste, je le toliko let in jaz sem imel to srečo, da sem hodil z odprtimi očmi v 6. No, zdaj pa pesem. Zdaj pa, če lahko se samo Prvič v življenju. če lahko samo to še predstavim, zdaj, Kuči pored Mora pa moderator Kantabile, je bila pa ena najbolj zgodnih njegovih pesmi, ki je bila še v občinstvu. On je... Jaz sem danes vse te plošče, vinilne pregledoval, ne, in to vse imam. In še celo ploščo Arsena, ko je pel solo v kvartetu Melos. Taka plošča s 4 pesmimi in sem jo danes po dolgem času preslušal. Ne. Malo je manjka, da jo nisem sem ne prinesel, pa je preveč dežal. Ker si rekel, da je on, da je recimo Gabi bolj zapela. Ja, manj efektno. On je tudi potem večkrat ti 2 pesmi ponovno posnel. Ja. Vem, da je enkrat omenil v enem intervjuju, da se mu ni zdelo, da so tista prva 2 posnetka ravno najboljša, in da se je zato potem še in še loteval teh zgodnih pesmi, ki jih je ali na festivalih ali pa na zgodnih teh EP-jih, ki jih je imel, to so bili kar bi si ljudi na svetu, ki so po Črnški duhovni in tako naprej, te zgodne njegove pesmi je še snimal in še, da je prišel do neke interpretacije, ki je potem recimo njemu bila in tudi tiste poznejše izvedbe so recimo aranžersko mogoče malo preveč, so to posodobljene bile, so pa interpretacijsko dejansko boljše, ne? Bolj zrele, bolj učinkovite in tako naprej. Zdaj pa jaz predlagam, da preden vam prepustimo vprašanja, da odpojemo vse malo Mešo meni. A lahko je s tem mojim preklajenim grlom v šesih ustavim, da bo vladi? Viš, da še po mojih tipič ustavim? Pravi, kako ti pa 73 še plač? Mislim, že to so najboljša leta za pet, kaj je? Hvala več časa. Smo rekli dedu, jaz pa samo, da vidim jaz svoj švizic. Vse premalo veš o meni, da lahko bi govorila. Vse, kar veš, lahko strnila. Bi morda v besedo vse premalo veš o meni. To, kar tudi drugi vejo, ki zgolj bežno mimo grejo in pomahajo pozdrav. Kdo ve, če spregovoriva, kdaj v dvoje in če kdaj izpoveva za nazaj drug drugemu.
čisto vse. Vse premalo veš o meni. In nabor je reven ničev. Sem zgolj eden od fantičev, ki videvaš jih vsak dan. Cekuš, Martin Mastnak. Hvala lepo vsem, ko ste prišli, jaz vas vabim, da kako vprašanje postavite, če ne pa, kot smo prej rekli, prijetno čavrljanje sa gostima. In v ponedeljek ste povabljeni na pogovor o ruski literaturi ob 7. Prevajalko Saro Špelec. A lahko sem, oprosti, eno zanimivost povem, zdaj sem bil pel na Župski berbi, to je trgatev Aleksandra Župa, tam kje je Vinjak, tisto robit pa to, ker tam sem pel že leta 65 prvič, na prvi tej trgatvi. No, ampak to ni toliko pomembno, ker sem imel zanimiv repertoar, pel sem veliko v slovenščini, ampak tudi par njihovih stvari. In se gre, kakvi ste prej vi Srbi, Slovenci moramo, da vam pišemo narodne pesmi. In himno, Bože prav, da je Slovenc napisal, Jenko, kraljeva himna. A sad najpopularnija pesma je Pukni zoro, to je s filma Montevideo, ki je pa Magnifico napisal. Slovenci moramo pesmi delati, kaj se to pravi. In to zapel in zaspel. Magnifico dovolj. Ampak dobro, Arsen Dedić in slovenski jezik, Pegasto dekle, to je izvirno v slovenščini. Ja, vse prav. Vse prav. Že več. Hvala lepa vsem, kot sem rekel. Zdaj imate na voljo goste in lahko vprašate, kar zakočne. Kako? Vse pa ne? To da ste bili sami. Vprašaj lahko vse. To se vam ne samo sami.